Polona, pozdravljena. Ta konec tedna so ruske oblasti prijele 5 osumljenih umora Borisa Nemcova. Proti 2, oba sta Čečena, so že vložile obtožnico. A številni pravijo, da ni glavno vprašanje, kdo ga je umoril, ampak kdo je ta umor naročil. Misliš, da bo javnost to kdaj izvedela? No, po zadnjih informacijah so se preiskovalci osredotočili na verzijo, po kateri naj bi Čečeni delovali na lastno pest. Seveda bodo kritiki, dežurni kritiki tudi to označili za priročno teorijo. V zadnjih dneh namreč beremo predvsem o tem, da ruski pravosodni sistem ni vreden zaupanja, da je preiskavo v svoje roke vzel Vladimir Putin, nekdanji uslužbenec KGB, kar je zagotovilo, da nikoli ne bomo našli krivca. Jaz bi rekla, da sem jaz precej bolj optimistična. Jaz mislim, da je v Putinovem interesu, da se krivca najde, kajti ta umor je najbolj škodoval prav njemu. Po drugi strani je pa tudi dejstvo, da ruski pravosodni sistem je zelo skorumpiran. Putin je imel dejansko tudi interes, da bi našel krivce za umor do njega tudi kritične novinarke Ane Politkovske. Med umorom Politkovske in Nemcova obstajajo srhljive podrobnosti. Oba umora naj bi izvršili Čečeni. Ana Politkovska je umrla na Putinov rojstni dan, zato so tudi takrat vsi krivdo pripisali prav njemu. Zato bi tudi takrat domnevali, da bi bil prav Putin zainteresiran za iskanje naročnika umora, vendar tega naročnika še zdaj nimamo. Nemcovovi prijatelji so v zadnjih dneh na dolgo in široko govorili, da Nemcov nikakor ni bil kritik islama, kar drži, bil je pa izredno oster kritik ruske politike do Severnega Kavkaza, kar je lepo vidno tudi iz mojega intervjuja, ki sem ga z njim napravila leta 2011, ko je dejal, bom citirala: Kavkaz smo izgubili za vedno, tam ne vladajo ruski zakoni, ampak živijo po šeriatskem pravu. Glavna napaka je, da je Putin lojalnost tamkajšnjih elit kupoval z denarjem, zaradi česar na volitvah zanj glasuje več kot 100% volivcev. Za ruske republike na Kavkazu na leto namenimo od 6 do 7 milijard dolarjev proračunskega denarja, ki gre predvsem v roke proruskega čečenskega predsednika Ramzana Kadyrova. Dejstvo je, da je bil Nemcov izjemno kritičen do proruskega čečenskega predsednika Ramzana Kadyrova. Do njega pa je bila izjemno kritična pred svojo smrtjo tudi Ana Politkovska, ki je v enem zadnjih intervjujev, po intervjuju s Kadyrovom izjavila: Kremlj je posvojil malega zmaja, ki ga mora zdaj krmiti, če še ne želi, da bi celo državo zajeli plameni. Včeraj je Putin Kadyrova nagradil z državnim odlikovanjem in jaz to državno odlikovanje razumem prav v isti smeri kot to denarno pomoč Čečeni. Češ, da Putin želi nekako spet utišati tega malega prebujenega zmaja. Dejstvo je, da je Kadyrov znan po tem, da svoje kritike najde kjerkoli že so in razpiti so recimo umori njegovih nasprotnikov v Dubaju, na Dunaju. Jaz bi rekla, da je imel verjetno Nemcov prav, ko je trdil, da je Rusija izgubila Čečenijo, in da je to v bistvu dejansko velik problem. Da recimo centralna oblast v Moskvi dejansko ne obvladuje, kaj se dogaja v teh pretežno muslimanskih republikah na Severnem Kavkazu. Poleg tega bi želela še opozoriti, da v medijih v zadnjem času predvsem beremo, da se Čečeni borijo na strani separatistov na vzhodu Ukrajine. Dejstvo pa je, da se Čečeni borijo tudi na strani uradnega Kijeva. Znan je primer Iseva Musajeva, posameznika, ki naj bi imel povezave s CIA in naj bi ustanovil v Ukrajini neonacistični bataljon Džohar Dudajev. Ime nosi po čečenskem separatistu, ki je umrl v prvi čečenski vojni, ubila ga je ruska vojska. In zato je v Rusiji izjemno popularna teorija, da gre za nekakšno ameriško-ukrajinsko zaroto, ki so jo izvršili Čečeni.
Pred dnevi sem se pogovarjala s slovenskim varnostnim strokovnjakom. Dejal je, da bi umor bil lahko vezan na ameriške aktivnosti spopadov nizke intenzivnosti in pravi, da če gre za delo ameriških tajnih služb, za naročnika ne bomo izvedeli nikoli, tako kot za naročnika nikoli ne bomo izvedeli, če je v ozadju umora Nemcova ruska tajna služba FSB. Pravi, da so tajne službe v resnici konkurenčne, nikakor pa niso sovražne med seboj, kaj v preprostem jeziku pomeni, da zločinov drug drugega, obstaja neko pravilo, da se zločinov drug drugega ne razkriva. Nemcov je bil eden vidnejših opozicijskih voditeljev v Rusiji. Kako močna je sploh ruska opozicija in kaj njegov umor sploh pomeni za opozicijo v Rusiji? Nemcov je bil dejansko eden vidnejših politikov liberalne opozicije. V Rusiji jo imenuje tudi nesistemska opozicija, kajti njeni predstavniki ne sedijo v parlamentu, ampak se grijejo bolj v ulično politiko, to se pravi protestirajo proti Putinovemu režimu na ulici. Nemcov je bil tam vedno v prvih vrstah, vsekakor vedno v družbi mladih, lepih deklet, bil je tudi znani ženskar. Dejstvo je, da je bil Nemcov eden vidnejših opozicijskih politikov, kljub vsemu pa je bil marginalen politik, ki nikakor ni ogrožal oblasti v Kremlju. Na shodih opozicije se je v najboljših časih, to je bilo leta 2012, na Balotni ploščadi zbralo največ, maksimalno 100.000 ljudi, kar je, če razumemo, da je v Rusiji 143 oziroma s priključitvijo Krima še celo več prebivalcev, le kaplja v morje. Poleg tega je ta liberalna opozicija nekako iz liberalne opozicije oziroma predstavnikov liberalne opozicije so zahodni mediji naredili nekakšne mučenike, ki jih predganja državni aparat, ki se jim krati svoboda govora, kar je do neke mere res, je pa to pretirano. Dejstvo je, da jih ne vabijo v državne medije, imajo pa sami ogromno liberalnih medijev, kot je denimo Eha Moskvi ali pa recimo opozicijski časopis Novaja gazeta, v katerem je bila zaposlena tudi ubita Ana Politkovska. Samo vključite Eha Moskvi danes in videli boste, kaj vse na tem radiju govorijo predstavniki liberalne opozicije, vsi s prstom kažejo na Putina, češ da je to pač delo ruskega predsednika Vladimira Putina. In jaz mislim, da so se ta stališča te liberalne opozicije po umoru Nemcova samo še radikalizirala. Recimo znani satirik Viktor Šenderovič je na svojem Facebook profilu napisal, da so vsi zagovorniki Putina, dejstvo je, da so v Rusiji v večini, nekakšni neljudje, kar je pravzaprav strašljivo. Nekaterim ruskim analitikom se zdi ta plesna kosteh te liberalne opozicije tako grozljiv, da recimo spoštovani televizijski voditelj Vladimir Pozner se je dejansko odrekel vsem komentarjem ob smrti Nemcova. Da ne bom neobjektivna, izjemno nedostojni so tudi komentarji Putinovih zagovornikov, ki so se pred dnevi v množičnem številu zbrali na demonstracijah, na katerih so obsodili Majdan. Tam so nastopili s tako nespodobnimi slogani, kot je denimo "Mi ne Majdanutje", s čimer so se poigrali sposodili ljudi z Downovim sindromom, kar je izjemno nedostojno. Dejstvo je, da se ruska družba radikalizira. Sama osebno menim, da je za to radikalizacijo v veliki meri ali celo predvsem vzrok te radikalizacije v veliki meri so tudi pritiski od zunaj, ne samo pritiski v sami Rusiji. Že prej si omenila, da je umor Nemcova bolj kot ne škodoval Putinu. Kako se je zdaj odnos javnosti do Putina spremenil? Je razpoloženje kakorkoli drugačno? Jaz mislim, da so se samo še zacementirali te odnosi. Tisti, ki so Putina podpirali, ga bojo zdaj še bolj podpirali, ker pač to razumejo kot neko zaroto Zahoda. Tisti, ki pa so proti njemu, so pa še bolj radikalno proti njemu. Dejstvo je, da je ruska politika brutalna že vse od časov Rasputina, vendar je ruska javnost zgrožena vsakič, ko pride do takšnega zločina, kot je definitivno zločin umor Nemcova. Ljudje se zdaj bojijo, da se vračamo v 90. leta minulega stoletja, ko je do takšnih likvidacij prihajalo kot po tekočem traku.
Po drugi strani pa večina prav v tej liberalni opoziciji, ki je Rusiji vladala v 90-ih letih prejšnjega stoletja, vidi krivca za to, da se je Rusija v tistih časih znašla na kolenih. Zato med večino Rusov prevladuje mnenje, da je ta liberalna opozicija, da so sovražniki države, ki se po središču Moskve sprehajajo z zastavami, sovražne, do Rusije trenutno sovražne Ukrajine, kar se je zgodilo tudi ob komemoraciji Nemcova. Zato ima zasluge tudi državna ruska propaganda, ki te predstavnike liberalne opozicije že zelo dolgo predstavlja kot peto kolono, kot sodelavce Združenih držav Amerike, nekakšne izdajalce. Po drugi strani bi želela spomniti na poročilo Wikileaksa, ki se tiče sestanka na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi leta 2010, na katerem je takratni ameriški veleposlanik McFaul s predstavniki ruske opozicije, med njimi je bil tudi Nemcov, snoval načrt za zrušitev Putina. In takrat so predstavniki liberalne opozicije opozorili, da lahko samo izredna situacija privede do Putinovega padca. Sarkastično pa je, da so omenili prav kot to izjemno situacijo, prav umor enega od voditeljev opozicije. V Rusiji so do te spremembe režima poskušali pripeljati že z kultivacijo teh mladinskih gibanj, kot je recimo bila ukrajinska Para ali pa gruzinski Kmara, ki so jih financirali in urili Američani, vendar so v Rusiji vse podobne organizacije takoj prepovedali. Namesto njih so ustanovili svoje domoljubne organizacije, kot so recimo Naši, Mlada garda, ki jih je Putin nekako ustanovil, financiral in prav možgane, prav kot obrambo pred nekimi oranžnimi revolucijami, ki bi lahko pripeljale do spremembe režima v Rusiji. Zdaj v Rusiji opozarjajo, da bo 17. aprila se pripravlja še en shod opozicije in vsi opozarjajo, da se tudi pripravlja neke provokacije, da bi prišlo do nekih izjemnih razmer, da bi to recimo pripeljalo mogoče do spremembe režima v Rusiji. Hvala za pojasnila. Prosim.